Lepo pozdravljeni v videokastu Hitra znanja. Tokrat je ura 10 in tokrat je petek, zato ker je naš gost na ostale dni zaseden. Tokrat z nami tudi Martin. Dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami v živo. Lep pozdrav tudi vsem ostalim, ki ste nas zavrteli nazaj. To so naša že četrta Hitra znanja. Namen je, da vam v 45 minutah ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Cene Štupar Cilja, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trinkvalder, ponudimo uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in naslovimo različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo v praksi pri našem delu. Nasveti sogovornikov so tako iz prve roke, vsi, ki ste z nami v živo, pa vabljeni k soustvarjanju videokasta z vašimi vprašanji, katere lahko zapišete v chat in jih bom današnjim gostom zastavila. Upoštevali bomo format 45 minut, sogovorniki se bomo tikali, naj vas to ne moti, ker smo tudi vsi v bistvu sodelavci tako ali drugače. Ukolikor bi se nam pa z vašimi vprašanji zavleklo, pa potem lahko ostanete z nami še naprej na liniji in bomo odgovorili na vsa vprašanja. Moji današnji sogovorniki so Alenka Kraljič. Alenka, dobro jutro. Psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trinkvalder d.o.o. Sodelavka Urša Korošec. Zdravo. Zdravo, svetovalka v izobraževanju odraslih za področje samostojnega učenja ter odgovorna za organizacijo tečajev slovenščine po programu Začetna integracija priseljencev. Alenka je dnevno v stiku z vodji in direktorji kadrovskih služb, Urša pa pri svojem delu vsakodnevno se srečuje s priseljenci, njihovimi željami, potrebami in težavami pri učenju slovenskega jezika. Sodeluje pa na drugi strani tudi z delodajalci, predvsem pri načrtovanju izobraževanj, v katero se vključujejo zaposleni tuji sodelavci. In še, dobri den, Martin. Dobri den, zelo prav si rekla. Naš današnji tretji gost je pa sodelavec tudi na Cene Štupar Cilj, naš učitelj Martin Krivka, slovenski Čeh. Ampak v najboljšem pomenu besede. Martin je diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, profesor razrednega pouka in specialni pedagog z večletnimi delovnimi izkušnjami tako v tujini kot tudi v Sloveniji. Trenutno sodeluješ pri izvajanju izobraževalnega programa Osnovna šola za odrasle pod okriljem javnega zavoda Cene Štupar Cilj. Imaš izkušnje pri izvajanju in vodenju praktičnih izobraževalnih delavnic, ki pomagajo tujcem z integracijo tujcev na trg dela. Pri delu s tujci si potrpežljiv, dosleden, hkrati pa si se pred leti tudi sam uspešno v bistvu integriral v slovenski trg dela. In v bistvu poudarjaš, da je znanje slovenskega jezika ključno. Ključno in zelo pomembno. Kako si pripotoval danes do Štuparja? Danes sem pripotoval kot vedno, kot vsak dan z avtomobilom. In potem sem počakal na Hitra znanja in priznam, da imam veliko tremo, ker kot tujec moram govoriti pravilno slovensko, ker me posluša veliko ljudi, ki znajo slovensko. Mogoče samo eno skrivnost, da odkrijem, Martin, Slovenci smo vedno ponosni, ko slišimo tujca, ki zna slovenski jezik. Drži. Kot tujec lahko potrdim tole. Tako. Mislim, današnji pogovor pa povezujem s Sanda Jerman, ki na Cene Štupar Cilj skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in HR projekte. Tako da v bistvu dobrodošli v našem studiu v svetovalnem središču. Pred pričetkom pa samo še kratek uvod v današnjo temo, ki je pravzaprav nadaljevanje zadnjega videokasta. Pogovarjali se bomo o tem, kako naprej, ko smo tujce zaposlili. Prejšnja oddaja je bila namenjena temu, kje vse jih poiščemo, da bi jih zaposlili, zdaj pa v bistvu kaj od te točke dalje. V Sloveniji imamo kar 12% delež tuje delovne sile, smo nad evropskim povprečjem, potrebe po novih sodelavcih iz tujine še naraščajo, se pravzaprav potrebujemo različne profile, tako nizko kot tudi visoko kvalificirane sodelavce in v bistvu migracijska politika je ključno orodje države, s katerim pravzaprav pritegnemo delovno silo in znanje posameznikov, kar omogoča ustvarjanje dobrega makroekonomskega položaja države. Kako pa se v bistvu pravzaprav lotiti te integracije v našo družbo, ne samo na trg dela, to je v bistvu ta širši cilj. In zakaj je slovenski jezik za zadrževanje sodelavcev nujen, kaj so elementi uspešnega onboardinga v delovno sredino, ter katerih napak tudi delodajalci ne smemo narediti, ko vzpodbujamo učenje jezika. Še vedno velja, na vaša vprašanja bomo odgovorili, zapišete nam jih lahko v klepet. Tako, še kratek uvodnik. Urša, midve bova pričeli.
Prosila te bom za uvodni komentar na prihajajočo novelo zakona o tujcih. Po mnenju pripravljalcev naj bi odpravil diskriminatorno obravnavo različnih kategorij tujcev, ki zaprosijo za pridobitev dovoljenja za prebivanje. Predlog namreč odpravlja pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve tujcev. Je pa ta novela? Ne bo pravilno? No, super. To je bilo prepisano iz enega prispevka, mogoče pa odlično. Urša, kar nadaljuj. Povej, kaj v bistvu je pravzaprav res, kaj ni res, ker je bilo kar nekaj prahu dvignenega, sploh v določenih občinah, kjer je ta v bistvu migracijska politika zelo močna, no, oziroma priseljevanje. Tako, glede na novelo zakona, ki naj bi začela veljati 27. aprila, pa so jo zdaj spet spremenili, se je ta novela spremenila v tem segmentu, da je sedaj brezplačno učenje slovenskega jezika po programu začetna integracija priseljencev spet brezplačno za vse kategorije tujcev. Prej je bilo namreč omejeno za določene za določene ne, oziroma bi morali ta tečaj sofinancirati. Torej se pravi, zdaj je brezplačen spet za vse, pač pod določenimi pogoji. Še vedno novela predvideva dokazovanje znanja na ravni A1 za člane, ki pridejo, za člane na podlagi združitve družine. So pa sedaj sprejeli neko prehodno obdobje 18 mesecev, da bojo ti člani, ki so se pridružili svojim možem, ženam v Sloveniji, ki so tukaj na podlagi drugačnega dovoljenja, podaljšali na 18 mesecev, da se bojo lahko v tem času tega jezika tudi naučili. Skratka, pogoj za njih je še vedno, da bojo morali po enem letu bivanja za podaljšanje začasnega dovoljenja dokazati njihovo znanje na ravni A1 in pa za pogoje tudi, kar se tiče jezika, za vse tujce, da bojo po 5 letih bivanja morali dokazati znanje jezika na ravni A2, če bojo hoteli pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje. Tako. Se pravi, da gre v bistvu v smeri izboljševanja dejansko tudi stanja znanja slovenskega jezika. Ne? Tako. Zdaj, ko sem razmišljala, kaj bi tukaj povedala, zdaj jaz mislim, da bojo na podjetja predvsem vplivale spremembe zakona o zaposlovanju tujcev, ki, če sem jaz to prav razumela, bojo zdaj sprostili določene ovire, administrativne ovire, tako da bi bilo zdaj to zaposlovanje lažje, kar pomeni, da se lahko pričakuje več tujcev, če pod neki logiki sklepamo, in ti tujci bojo mogli potem po 5 letih za pridobitev stalnega dovoljenja izkazati znanje na A2 ravni. Zaostrovanje pogojev za združitev družine, tako časovno, kot tudi z znanjem jezika, pa zna mogoče tudi vplivati ali pa kakšnega tujca odvrniti od tega, da bo iskal zaposlitev v Sloveniji. Imeti družino nadaljavo je visok davek za to, da imaš v Sloveniji potem službo, ki je sicer mogoče bolje plačana oziroma so boljši pogoji glede na matično državo. V tem vidim mogoče kakšen prostor za premislek oziroma pričakujem, da se bojo ljudje potem bistveno bolj doma pogovarjali o tem, a grejo v to ali ne, da bo več tehtanja. Zdaj načeloma jaz se strinjam z temi zahtevami poznanja jezika. Jaz mislim, da je to okej, da je dobro. S tem se nagovorijo tudi te težave, ki jih omenjajo župani. Hkrati pa se moramo zavedati ne samo, da je to odgovor na težave, ampak da je to tudi v bistvu dobro za samega priseljenca, za samega migranta, ki pride v Slovenijo. Pa ne zato, da bi se naučil, ker se mora, ampak zaradi tega, ker bo to prineslo izboljšani kvaliteti njegovega življenja. Imel bo mogoče več možnosti za zaposlitev, možnost za drugačno zaposlitev. Velikokrat se srečujem z udeleženci, ki povejo, ne vem, da so ekonomski tehniki ali imajo ekonomsko fakulteto, delajo pa v čistilnem servisu. Ker ne pridejo pač enostavno, zaradi jezika ne pridejo potem zraven, kar je pa v bistvu velika škoda, ker ugotavljamo, da na vseh ravneh potrebujemo delavce, ne samo v bistvu na tem najbolj osnovnem, bazičnem. Urša, hvala. Martin,
mogoče z tvojega vidika ti si eden izmed učiteljev na osnovni šoli, kjer poučuješ odrasle tuje državljane. Preden se pa dotakneva čisto tvojega dela, morda samo kako si prišel iz Češke v Slovenijo, kako te je pot zanesla? Tale proces menjave države je trajal recimo 2 leti, preden sem se odločil, da ta korak naredim. In v bistvu že ta čas sem se sam učil in sem iskal informacije, kako se kaj reče, poiskal sem na spletu slovar in sem se sam učil. Potem, ko sem prišel v Slovenijo, sem moral biti še bolj aktiven. In to pomeni, da sem šel v trgovino, greste med ljudje, poslušate, kako govorijo, o čem se pogovarjajo in se trudite čim bolj razumeti jezika. V bistvu Trenirati. Pogosto sem šel tudi v park s slušalkami in sem poslušal kakšen tečaj. Velikokrat sem poslušal tudi samo radio in tako, da se trudite, sem se trudil, da razumem. Odlično. Koliko časa pa v bistvu to trajalo, da si se v bistvu spravil na ta nivo slovenskega jezika, da zdaj v bistvu vse razumeš, lahko poučuješ, komuniciraš normalno? V bistvu ta proces še vedno traja, ker se še vedno izobražujem v slovenskem jeziku, ker to je najbolj pomembna stvar tukaj za tujca, da ta proces učenja se vsak dan nagrajuje in gradi, da se ne ustavi. Izvoli, Urša. Glede na to, kar si povedal, nekaj časa si že v Sloveniji, pa še vedno ta proces traja. V povezavi z prej začeto temo, zakon o tujcih in te omejitve, bi mogoče jaz tukaj še dodala, da pri tem prihajajočem zakonu in časovni omejitvi zna priti, oziroma je sporno ta časovna omejitev. V roku 1 leta se morajo naučiti tujci na ravni A1. Raven A1 ni zahtevna za slovanske govorce. Po mojih izkušnjah v 1 letu oseba, ki prihaja z Bosne, Srbije, Ukrajine, se lahko nauči do te ravni. Težje pa je za neslovanske govorce, sploh če so pridružene tukaj še neke druge omejitve. Ne vem, mogoče pride ženska, zdaj bom rekla konkretno iz Kosova, pa nima varstva za otroke, kdaj bo šla na tečaj. Potem ne upošteva se neke, kako bi temu rekla, težave z učenjem. Starejši ljudje se težje učijo, te stvari niso notri zajete in zaradi tega zna pa biti težave. Se v bistvu, Martin, tebi pomaga sodelavec pri poučevanju? Imam sodelavca, kolego, ki prihaja iz Sirije in ki govori 5 jezikov in tako v bistvu sodelujeva, da prevaja in on sam tudi ima že državljanstvo, slovensko državljanstvo, torej je pokazal znanje na visoki ravni in lahko poučujeva slovenski jezik skupaj. In v bistvu on ima prav poudarek na vseh teh neslovanskih narodih. Na slovenskih narodih, ja. Ker govori arabsko, govori paštu in tale jezike. Ja, zadnjič smo imeli pogovor, ko smo se srečali na hodniku, koliko je to v bistvu zanj bilo še težje, Še pisava je v bistvu drugače obrnjena, prav celotna logika jezika je drugačna, ampak pač se da, če se pač določen trud vloži, je pa sigurno res treba nadgrajevati znanja in nenehno na tem delati. Tudi če bi nas vrgli nekje v tuji državi ven, bi se v bistvu popolnoma enako nam zgodila, zdaj samo odvisno v katero državo. Alenka, katere izzive vi kot delodajalec, pa komunicirate z delodajalci, v bistvu vidiš pri zaposlovanju in vključevanju tujcev v delovna okolja? Kaj ti skar najbolj tukaj recimo ven štrli? Zaenkrat vse te omejitve, z vidika delodajalcev, kje so vse te neke ovire in omejitve, da pridemo do usposobljenih slovensko govorečih iskalcev zaposlitve oziroma kandidatov. Želimo si pač neke strokovne osebe, za različna področja, tudi za neka enostavna proizvodna dela je treba tudi določeno znanje. To si delodajalci želijo in želijo si tudi nekoga, ki bi ga hitro lahko integrirali v delovno okolje. In zdaj, če si vi predstavljate, da pač že ko iščemo recimo slovensko govoreče ljudi,
pa so procesi pred zaposlitvijo, pa je treba ob zaposlitvi en kup ene dokumentacije, ne, podkrepiti, je veliko pisane besede, ne, in še Slovenci med sabo se ne razumemo dobro, ne, ker delodajalec dostikrat ne zna predstaviti svoje pričakovanja pa cilja, ne. Zdaj, ali to bodoči naš sodelavec bo razumel ali ne bo razumel, ne, ali pa kako tudi on izhaja iz svoje perspektive, ne. Pa je Slovenec, pa je slovensko govoreč, pa iz nekih svojih želja, ne. Če imamo pa na drugi strani nekoga, ki pa nas tudi besedno ne razume, ne, je pa še toliko težje. In se tudi delodajalci tudi bojimo in bojijo tega, ne. Kaj pomeni nekoga vključiti v našo delovno okolje, ne, ki ima potencialno vse te ovire. Ne. Je pa tako, ja, vedno večja je ta potreba na trgu dela, ne, po kandidatih, po nekih profilih, ki jih ni, a ne, in smo dejansko mogli... Smo nad evropskim povprečjem, ne, številom zaposlenih, tako da bomo mogli tukaj res v bistvu, Ja, oziroma tako da ne vedno mogli, bolj se- moramo delati na tem, ne. Ja, vedno bolj se tudi delodajalcev zaveščajo in je treba posamezne stepe, posamezne korake že kar speljati, ne. Saj tudi to zaveščanje, to, kar mi zdaj počnemo, ne, da to ni nek bav, ne, da se da tudi preko nekih določenih aktivnosti, a ne, tudi integrirati posameznika v delovno okolje v čim krajšem času, ne. Absolutno znanje tujega jezika, ne, oziroma znanje nekega jezika, ki bo omogočil prvo komunikacijo, ne. Lahko je to tudi angleščina, ampak to je nek začasna rešitev, ne. Ker če govorimo o integraciji v delovno okolje, je takoj v ozadju integracija v neko širšo družbeno okolje, ne, integracija z družino, v tistem okolju, kjer smo. In res tako se strinjam absolutno z tem, kar sta videla tudi oba že povedala, znanje slovenskega jezika je ena izmed teh prvih nekih ukrepov, ki mora biti dosegljiv za vsakega, ne, za katerega mora tudi delodajalec poskrbeti, da spodbuja, a ne, bodočega zaposlenega oziroma zaposlene, ki jih že ima v delovnem okolju. Absolutno, ja, se strinjam. To bi mogoče tako najbolj poudarjalo. No, poleg koliko je te administrativne ovire, kateri se tudi bojimo, ampak recimo, da se bo to zdaj malo zreguliralo, da bo šlo lažje vse skozi, a ne. Sicer pa je, ne, na nek način, ko vključujemo tujca v našo delovno okolje, je treba gledati na njega na enak način, kot če bi vključevali nekega Slovenca, a ne. Dejansko samo še Bolj moramo biti pozorni edino na to, da res razume stvari, da so mu jasne naše zahteve, a ne. Drugače pa na isti način. In to so neki strukturirani postopki. To morajo delodajalci tudi ozavestiti, a ne, kaj bo zdaj v tej fazi, kaj bo v naslednji fazi. Pripraviti neke tudi plane usposabljanja, ne samo jezikovnega, ne, tudi drugih usposabljanj, ne. Lahko mogoče več preko nekih video vsebin, ne. Absolutno se strinjam. Mogoče, Martin, tukaj prikimaval si, kakšna je bila pa v bistvu ta tvoja prva izkušnja s tvojim prvim delodajalcem? Je bilo to, ne vem, si prišel v Slovenijo, pa si kar dobil službo, pa so te čakali, ali je bilo tukaj drugače? Kaj je bila ta največja ovira? V bistvu največja ovira je jezikovna ovira. Zato jaz toliko poudarjam, da je slovenščina zelo pomembna tukaj. Drugače potem, ko pridete v Slovenijo in ko uredite vso dokumentacijo, to pomeni EMŠO, davčno številko, prebivanje, lahko greste na Zavod za zaposlovanje in to je v bistvu prva izkušnja kot vaš delodajalec, da se morate predstaviti, zmeniti se na sestanku, kakšni so vaši cilji, kakšna je izobrazba in kaj v bistvu pričakujete vi kot tujec od tuje države. In to je zelo pomembno. Ti si imel pa v bistvu tudi lastno izkušnjo, si pa bil prostovoljec na začetku, drži, a ne? To drži. In kot tujec seveda ne dobite takoj pogodbo ali zaposlitev, ampak iščete različne načine sodelovanja. Jaz sem imel tu srečo, da sem imel možnost in sem v svoji stroki našel prostovoljsko delo in sem ga lahko opravljal. In tukaj v bistvu sem se pripravil in zelo, zelo jezikovno izboljšal v komunikaciji, ker sem delal v šoli in z otroki in takrat morate zares biti, pa tudi paziti, kaj rečeš, ampak kako in res se odločiti, kako in na kakšen način. In tam so mi zelo, zelo pomagali in pomagali so mi tudi naprej z urejanjem dokumentacije, ker sem potem dobil tudi zaposlitev za nedoločen čas.
Odlično, super. Alenka, nekaj si Ja. hotela To, dodati? kaj pomeni vključenost, ne, v delovno sredino, da je človek vključen, da je aktiven, a ne, da doživlja, da izvaja, da govori, da ima to možnost. A ne. Premalo je pač tudi, da se gre v neke tečaje, ne vem, 2-krat, 3-krat na teden, ali pa tudi če so vsak dan. Ampak to, da človek živi in da tudi nekako lahko govori in izraža sebe in da se tudi uči in da dobi tudi povratno informacijo nazaj, kaj je prav izgovoreno, kaj ni prav izgovoreno, kakšne so neke naše kulturne navade, nek način življenja, ki je lahko drugačen. A ne. In kolege in prijatelji, da se v bistvu zakorenili v ja. skupnost, a ne se to je na koncu v bistvu. Zato je pomembno, no, da tudi organizacija, da delovno okolje tudi nastavijo time, a ne, te, ki so že obstoječi, na nek način, da sprejmejo nekoga, ki je na nek način drugačen, a ne, da se povezujejo med seboj, ne da, kar se še zmeraj dogaja, da ga odrivajo, a ne, ker je drugačen, se ga bojimo, se jo bojimo, ima neke druge želje, a ne, ni nam to blizu, ne. To moramo prav res razmisliti in tudi pri obstoječem timu skomunicirati, povedati določene zadeve, ne. Prav tudi ta tim na to, da sprejme nekoga, ne. Prav se ta onboarding procesa, ne se prav na večjih nivojih. Zdaj pa mogoče, Urša, hvala lepa obema, greva čisto tehnično najprej, mogoče odgovoriva na vprašanje naše publike. Kaj če 180 ur ni dovolj za A1 ali zaposleni plača sam za ostale ure, če jih potrebuje za A1? Kako je pa s tem? Zdaj tako, ne, določeni tečaji so brezplačni, tečaji so večkrat tudi pogojeni s kakšnimi vpisnimi pogoji, ne, ampak vsak udeleženec si lahko kadarkoli tudi samoiniciativno plača kakršenkoli drug tečaj, ali so to individualne ure pri jezikovnih šolah, je potem to na njemu, oziroma včasih jim tudi delodajalci plačajo tečaje, to je pač odvisno od dogovora potem z delodajalec-delavec. Odlično. A se da pa tudi kaj pomagati, da se recimo kakšne druge oblike online, kakšne brezplačni tečaje, pripomočki, da si človek tudi sam lahko pomaga? Seveda, ne, zdaj ni samo učenje slovenščine ne poteka samo, ali ni nujno, da se uči samo na tečaju. Zdaj, moje mnenje je tako, da absolutno priporočam tečaj sploh za učenje slovničnih struktur, ne, ker na tečaji so strukturirani, vodijo jih strokovne osebe, usposobljeni profesorji, ne, sledijo nekim didaktičnim priporočilom in metodam in ustrezne metode dela se uporabljajo. Poleg tega je na tečaju vedno zraven profesor, ki nudi povratno informacijo o pravilnosti, nepravilnosti in na tak način, poleg strokovne razlage, seveda potem vodi do nekega cilja. Seveda pa ni učenje slovenščine nujno samo na tečaju. Lahko nekateri niti nimajo časa, da bi hodili na tečaj. Zdaj učimo se lahko vsak dan praktično iz okolice, če je spodbudno delovno okolje, tako kot je Martin povedal, ali pa se človek tudi odloči lahko za samostojno učenje. Zdaj, odločitev je pomembna in pa potem seveda vztrajnost pri tem samostojnem učenju. Obstaja na trgu kar nekaj gradiva, učbenikov za slovenščino, prav namenjenim za učenje tujcev, ne? Oziroma obstaja tudi potem učbeniki in gradiva prav za samostojno učenje, ki ponudi tako razlago, kot potem neke vaje in na koncu rešitve, da greš v bistvu čez ta proces, skozi katerega bi šel tudi na tečaju. Kot rečeno pa je tukaj potrebna ena velika vztrajnost in pa odločnost, da čez to gremo, ne da kar omagamo. Zelo pripomorejo tako na tečaju, kot tudi pri samostojnem učenju neke podporne dejavnosti oziroma podporne aktivnosti, za katere se spet človek mora odločiti sam. A je to gledanje televizije v slovenskem jeziku, poslušanje slovenskih radijskih oddaj, kanalov, karkoli. Zelo priporočljivo je branje v slovenščini, pa jaz tukaj zdaj ne bi šla kar na neke hude strokovne zadeve, ker potem človeka mine. Osnovne, ne? Tako, osnovne, mogoče pocukamo knjižničarja, a lahko priporočite, jaz imam tako in tako situacijo, kaj priporočate. Na spletu obstajajo tudi recimo novice v poenostavljenem jeziku, prav primerne tudi za branje tujcev, ne? Da jih potem vsa ta naša težka slovnica, zakomplicirane dolge povedi in strokovno besedišče ne odvrne. Obstajajo tudi potem seveda online pripomočki oziroma razne aplikacije, ki so dosegljive na spletu. Te aplikacije ali so zgolj za pridobivanje besedišča,
nekatere pa tudi omogočajo v bistvu online učenje in pridobivanje teh slovničnih znanj. Ne. Se pravi, da je v bistvu ogromno enih pripomočkov in tega. Mogoče še to pod vprašanje, če je samostojno, novo vprašanje, če je samostojno učenje, ali lahko posameznik zaprosi samo za brezplačni A1 in ne za tečaj? Zdaj takole je, zaenkrat opravljanje izpita na ravni A1 ni predvideno kot brezplačno. To se pravi izpit, zdaj govorimo, brezplačno opravljanje izpita A1 je možno, če ga napoti na opravljanje Zavod za zaposlovanje. Torej se pravi, če je oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot v evidenci brezposelnih oseb, si lahko tudi preko tega kanala oziroma po tej poti pridobi pravico najprej do obiskovanja tečajev in kasneje še do brezplačnega opravljanja izpita. Samo na podlagi samostojnega učenja pa pristop k izpitu na ravni A1 ni brezplačno. Super. Maja, upam, da smo vam odgovorili, če ne, pa lahko še pod vprašanje zapišete. Urša, odlično, se pravi, ogromno je nekih možnosti, ki bi jih lahko konec koncev tudi delodajalci sami izkoristili in porabili za učenje njihovih zaposlenih. Sem pa dobila s terena še vprašanje od kolegic, ki nas poslušajo. Jih pa zanima v bistvu, koliko časa pa traja, da se posameznik lahko vključi v začetno integracijo. Okay, da tečaj. Oziroma v tečaj, tako. Ja. Okay. Zdaj takole je, da človek se sploh lahko vključi na tečaj slovenščine z imenom začetna integracija priseljencev, mora izpolnjevati določene pogoje. To je prvo. Izpolnjevanje pogojev preverjajo na upravni enoti, torej se pravi, mora oseba najprej na upravno enoto, tam vložiti zahtevek, plačati upravno takso, to je okrog 22 € in potem počakati, da se mu sploh potrdilo izda, oziroma da oni preverijo izpolnjevanje teh pogojev in se izda potrdilo oziroma sklep, če pogoji niso izpolnjeni. To potrdilo je potem kot neke vrste vstopnica za natečaj pri izbranemu izvajalcu. Oseba s potrdilom lahko se vključi kjerkoli v Sloveniji pri izbranih izvajalcih. Izvajalci so izbrani na razpisu, torej se pravi, za Ljubljansko regijo smo to trenutno, je to naš zavod. Ker pa je tale novela zakona, kako bi temu rekla, prinesla veliko pritiska na priseljence, je seveda tudi povpraševanje po teh tečajih toliko večje, tako da se trenutno, vsaj pri nas, čaka kar nekaj časa za samo vključitev na tečaj po programu ZIP, ker enostavno je pa povpraševanje tako veliko, da z obstoječimi kapacitetami ne zmoremo. Seveda rešitev bi bila povečajte kapacitete, ampak se soočamo s pomanjkanjem kadra profesorjev slovenščine. Ne prostorske kapacitete, pač pa pomanjkanje kadra. Tako kot vse šole. Tako, profesori slovenščine pa tukaj pa si ne moremo toliko pomagati s priseljenci. Ja, in tudi ne moremo tega tečaja, recimo, to smo že enkrat imeli to idejo, da bi kar recimo malo delno online, pa naprej posneli in tako naprej. To v bistvu pravzaprav ne gre, ker zares je potrebno, da je strokovna oseba z njimi, kot si že prej omenila, in jih lepo pelje skozi in jim daje nenehno povratno informacijo, da jih pelje skozi ta proces učenja. Ja, pa tudi zahteve naročnika in pogodbene obveznosti nam tega zaenkrat ne dopuščajo. Okay, hvala lepa. Alenka, mogoče še tukaj z vidika delodajalcev, prej si že omenjala, da se nekako rešuje ta komunikacija, neznanje slovenskega jezika zelo pogosto predstavlja bariero. Kako pa se naj v bistvu delodajalci lotijo tega, da to, bom rekla, da lahko pomagajo tujcem čim bolj osvojiti na čim hitrejši način slovenski jezik? Nekaj si že omenila, mogoče še malo teh idej, ker imaš to bogato izkušnjo pa s podjetji, ki se tudi s tem ukvarjajo, če je morda tukaj kakšna taka dobra praksa, ki funkcionira in deluje. Ja, recimo en tak zelo konkreten primer je pogodba o zaposlitvi, kot nek dokument, pri katerem se delodajalec in delavec dogovorita za neke zadeve. Zdaj ta pogodba o zaposlitvi v nekaterih državah ali pa z nekaterimi tujci je nujno dvojezična, za nekaterimi ni nujno dvojezična.
Ampak tukaj bi jaz enostavno predlagala, ja, ne bo dvojezična, ne bo napisana v slovenskem jeziku, ne bo tudi v tistem jeziku, ki je blizu, ki ga razume delavec, ker mora on vedeti, kaj podpisuje, kakšne so njegove in pravice in obveznosti, kakšen je, ne vem, bolniški red, kakšna je odmera dopusta, vse te stvari, ne samo osnovno, kar se tiče plačila, ura, opisa deli nalog, ampak tudi ostale stvari. Mora ta oseba vedeti, kaj se res pričakuje od njega. Tako se pravi, zelo jasno zastavljamo. Tako da delodajalci se lahko prilagodimo s tem, da tudi jezik približamo delavcu, da ne vztrajamo pač zdaj samo na slovenščini v tej začetni fazi. Recimo, kaj komunikacija. To je tudi izmenjava ne samo besed in nekih sporočil med sabo, to je tudi izmenjava občutkov, naših nekih stališč, kje smo še to daleč. S tujci si izmenjamo samo neke osnovne informacije v zvezi z delovnim razmerjem, ampak človek bo prihajal v naše delovno okolje, tam bo živel, kako se bo počutil, kakšne vezi bo skov, kako bo komuniciral verbalno. Vemo, da tudi neverbalna komunikacija veliko vpliva, da je tudi tukaj pomembno. Sicer se pa da veliko, recimo, kar se tiče potem nekih navodil za delo, za lažje, enostavna dela, se jih da prikazati, slikovno. So filmčki, se predvaja potem v delovnem okolju, kar zraven, rekla, neke mašine, tudi to je možno, lahko je slikovni material, so slike, izrisba, skica, ampak to je za taka enostavnejša dela, hitro preučljiva dela. Če pa govorimo potem o nekem bolj strokovnem delu, je treba pa potem res bolj poznati nek drug jezik, če že ne slovenščino. Tem veliko pomagajo tudi tako, kot ste povedali tudi Martina, da so kot neki, ne vem, da imate prvo medkulturne mediatorje, da so neke osebe, ki poznajo, ki so šli že čez nek tak proces, recimo integracije, ki poznajo vsaj deloma neki jezik tega tujca, ki prihaja v okolje, hkrati pa že poznajo sistem pri delodajalcu. Se pravi, prepoznati te osebe, lahko se jim tudi reče kot neki badi, ki jih določimo, da so neki uvajalni mentori, na katerega se nek človek, ki na novo prihaja, pa ne pozna jezika pa okolja, lahko nasloni. To so taki momenti ali pa neke stvari, ki jih definitivno lahko delodajalci naštimamo, ali pa pripravimo, da je čim lažje potem temu človeku, ki prihaja. Ne, da se mu da delovno opremo, se ga vrže v vodo in ok, zdaj pa. In bolj, ko bomo to naredili in bolj, ko bomo tukaj uspešni na tem področju, lažje bomo zadržali te naše sodelavce. To je tudi pomembno povedati. Tudi ta človek se bo hitreje naučil stvari, bolj bo zadovoljen na delovnem mestu, bolj bo zdrav, več bo lahko doprinesel. S tem bo celotna organizacija rasla, ampak nekje je treba začeti. Hkrati pa res paziti, da niso odpori pri obstoječi ekipi, ker to se tudi velikokrat dogaja. V nekem takem delodajalci so v bistvu v nekem takem težkem precepu. Se pravi, treba to res komunikacijsko zelo dobro speljati, pa v bistvu stati za tem, pa večkrat ponoviti in v bistvu ta proces nenehno vrteti. Martin, hvala Alenka. Martin, mogoče pri tebi, kaj pa ti v bistvu opažaš pri poučevanju sam? Ti si tudi specialni pedagog, kakšne stiske vidiš pa v bistvu pri... Jaz bi najprej začel, da najprej treba ustvariti varno okolje za učenje, biti zelo pozitiven in pripravljen snov ali snov večkrat ponoviti in reči, da imajo možnost se lahko 100-krat vprašati na isto stvar. Tako da potem se lahko čutijo varno in potem se lahko pogovarjamo, kaj jaz vidim. Takrat, ko jaz dobim udeležence, ki so že ok, potem se pokažejo tudi različnosti, ki jih lahko imajo. Lahko so to občutki osamljenosti, srečamo se z depresijo, s anksioznostjo in kot specialni pedagog potem opažam tudi različne težave specifičnega spektra, kot so disgrafije, disleksije in tale stvari. Pri poučevanju arabsko govorečih vidim izziv z zamenjavami črk B pa D in samostalniki. Pri udeležencih, ki prihajajo iz Afrike, je pa C in Č v končnicah predvsem. Torej, to so različne stvari, na katere zelo paziva s kolegom in v bistvu s týmom osnovné škole, tako da jim že v začetku povemo pravilno obliko besede,
tako da se pomotoma ne naučijo nekaj narobe. Kaj pa recimo pri delavnicah, ki jih delaš za integracijo v trg dela, kaj so pa tukaj neke posebnosti, na katere lahko opozoriš, da tudi delodajalci pazijo? Ti to vidiš z druge strani, a ne? Tukaj pri delavnicah, ki jih izvajamo s kolegico predvsem, vidimo, da v bistvu kakršnokoli zanemarenost v razvoju, ko so bili udeleženci še otroci. Vse to tukaj stopi ven. Tukaj to pride ven, lahko pa je čisto obratno in vidimo talente. Ja, zadnjič smo imeli glasbeno-likovno delavnico in človek, ki pač sedí za mizo in je ves dan tih in tako, potem nariše sliko. Sliko, ki je za razstavo. In takrat vidimo, kam ga napotimo, katera smer bo za najboljša. In lahko že zdaj začnemo naprimer delati na portfoliju, katere potem, to portfolio potem pokaže potenciálnemu delodajalcu ali galeriji ali sodelavcu. In takšnih ľudí imamo v osnovní školi več. Naprimer, lansko leto smo delali stripe. In tudi se je pokazalo, da imam 5 udeležencev, ki zelo lepo in zelo rádi rišejo. In strip, ki so ga narisali, recimo iz situacija predstavi se, ali srečanje v parku, ali na kavi, je potem zelo lepa in sodi v tisto portfolio. Koliko imaš pa stare v bistvu udeležence? Zdaj, ki si mi rekel, stripi in podobno. Kakšen je ta razpon? Razpon je recimo od 16 let do 56. V bistvu še dijaki, a ne? Še dijaki in potem najstarejši gospod je 56 let star. In tudi v bistvu vztrajen se uči. Ja, in je začel zdaj s slovenščino. Hvala, Martin. Mogoče Urša še ta tvoj pogled. Ti si tudi dnevno v povezavi s tujci na eni strani, ker organiziraš tečaj, na drugi strani pa tudi s podjetji. Kaj pa ti v bistvu v tem preseku vidiš te največje izzive, ki jih mogoče delodajalci pozabijo nasloviti? Mogoče z tega tvojega zornega kota, ker imaš tudi v bistvu pogled v oba svetova, ne? Zdaj tako, nekateri priseljenci so nekako spodbujeni s strani delodajalca, da se vključijo na tečaj. Nekateri se mu spodbujajo, nekateri že kar tako mogoče malo bolj na grobo zahtevajo. In če se recimo vključuje, ko se želijo vključevati v tečaj preko upravne enote, torej se pravi na ZIP tečaj, se potem večkrat zgodi, da so nekako omejeni s časom, da imajo dvoizmensko delo, delodajalec zahteva, jih spodbuja, pojdi na tečaj, nimajo pa potem omogočenega časa, da hodijo na tečaj. Zdaj tečaj, začetna integracija priseljencev, to največkrat dobijo za 180 ur tega tečaja, to je tudi maksimum, kar pomeni v izvedbi 4 do 5 mesecev vsakotedenskega srečevanja na tečajih, po 2-krat ali 3-krat na teden so tečaji organizirani po 3 ali 4 šolske ure. Torej se pravi, pol leta ta tečaj zelo vpliva na življenje teh posameznikov, ki se odločijo za tečaj. Potem, kaj bi še okrog tega rekla? V teh 4-6 mesecih morajo oni usklajevati potem službo, usklajevati morajo svoje domače življenje, druge obveznosti, urediti morajo varstvo za otroka, odpovedovati določene druge stvari, ki niso takrat potem več v prvi vrsti tako pomembne. Veliko enega prilagajanja zahteva to od udeleženca. Potem seveda nimajo pa vsi dvoizmenskega dela. Potem je pa druga zadeva, recimo delavci oziroma zaposleni, ki prihajajo največkrat na tečaj v večernem času, zelo dolgo časa morajo na vključitev sploh čakati, tudi več mesecev, ko sem prej razlagala o teh čakalnih dobah. In ko zvečer pridejo po 8 urah dela, nekateri pridejo direktno iz službe,
je seveda učenje, motivacija Ja. za učenje čisto drugačna, kot če bi prišli na tečaj spočiti. Dopoldan, sveži, ja, Ja, absolutno. ali sveži, so utrujeni, niso skoncentrirani in marsikdo, ne bom zdaj, ne vem, o številkah ne bi si upala zdaj tukaj govoriti, ampak kar nekaj jih tudi odneha, ker enostavno tega tempa ne zmorejo več. Se pravi, je treba nekako razmišljati tudi kot delodajalec, da se nekje ta čas tudi zagotovi, a ne, da se lahko učijo. Mogoče samo še to pod vprašanje, kako je pa tukaj, recimo, vem, da pri nas je več lokacij, se ne izvaja samo tukaj v Ljubljani, a ne, ampak potekajo tečaji tudi drugje, a ne, po drugih občinah. Kako je pa v bistvu s tem, da bi organizirali tečaj znotraj velikega podjetja? To recimo se da toliko daleč, ali se to sploh ne sme, da ni teh možnosti? Preko potrdil iz upravne enote, torej se pravi v okviru tega projekta začetna integracija priseljencev ne, ker to pravijo, da to ni integracija. Ja, torej se pravi znotraj podjetij začetna integracija ne. Podjetja se potem obrnejo tudi mogoče s povpraševanjem o kakšnem plačniškem tečaju, a ne, jim grejo nasproti, delavcem vlagajo pač v razvoj svojih delavcev na tak način. Tukaj bi pa potem svetovala delodajalce, dajte se prej posvetovati z izvajalci, s ponudniki teh storitev, z ustrezno osebo, ker včasih imajo delodajalci mogoče, kako bi temu rekla, malo nerealna pričakovanja, ker enostavno ne vedo, kako to gre. Ne samo riskirati, ok, zdaj pa 5 dni riskiramo, v 5 dneh 40 ur tečaja, 5 dni 8 ur na dan, to je neučinkovito, to ni smiselno. Tako da v tem primeru dajte se prej posvetovati, da skupaj naredimo nek program, naredimo urnik in pa potem seveda omogočiti delavcu, da je res prisoten, ne pa da potem ne dobi zamenjave ali da ga nadrejeni oziroma delovodja ne pusti ali kaj takega. Odlično, hvala Pa lepa. delati na motivaciji. To je pa sigurno ključno, a ne? Ja. Ne samo, da grejo na tečaj zato, ker morajo, ja, ker pač nekdo to reče, ker mora zaradi zakona ali zaradi delodajalca. Dajte jih že prej pripraviti na to, da je to dobro tudi za njih, zato da se bojo bolje znašli v družbi. Ko boš znal bolje slovensko, ti ne bo težava iti na banko, v trgovino, ne bo težava v knjižnico k zdravniku, ne bo težava na govorilne ure. In bolj samozavestni bojo. Absolutno se strinjam, se to je tudi tisti končni cilj, ne? In tako tudi ponovno poudarjam, tako tudi potem res poženeš korenine v nekem svojem tem okolju, novem okolju, ki ga konec koncev posvojiš, ne? Se tukaj potem tudi živiš in ne iščeš nekega izhoda v drugo državo, ne? Če si tukaj zadovoljen, si na dobrem, si v dobri državi in potem tukaj tudi ostajaš. Tako, naš čas se je iztekel, imamo še 2 minutki, če ima kdo še kakšno vprašanje, prosim, da ga zapiše v chat, drugače pa, dragi moji, vaše sklepne misli. Martin, priporočila delodajalcem. Potrpežljivost in kadar imajo kakšno vprašanje na tujce, da tudi majčkeno počakajo na odgovor. Ker včasih se mi je zgodilo, da meni takrat trajalo 2 sekunde, preden odgovorim, preden razmislim in takrat je bilo že prepozno. Torej, to pa je bila moja takšna izkušnja. Torej, mogoče potrpežljivost. Odlično, ja, zelo dober point, ne? Ker moraš razmisliti, ker razmišljaš v drugem jeziku, da znaš povedati, ni pa nujno, da ne znaš, ne, se pravi, je tisto, da... Potem po tistih 2 sekundah se lahko tudi zgodi, da odgovorim čisto napačno kot tujec. Potem pa je treba ista beseda potrpežljivost in vprašanje. Martin, kaj si rekel? Nisem te dobro razumel. Poskusi še enkrat. In to je za tujca dovolj, da razmisli in pove še enkrat. Super. Urša? Poleg potrpežljivosti, ja, se strinjam, omogočiti čas za učenje slovenskega jezika, zagotoviti pogoje, torej se pravi spet glede časovna, najbolj se tukaj navezuje na čas, ne. Če se da vključitev priseljenca, tujca v kolektiv s slovenskimi sogovorci, da se lahko ta človek uči tudi iz okolice, da pridobi občutek za jezik, da se nauči kakšnih besed nezavedno mimogrede in pa slovenske sogovorce mogoče opomniti, da jim ne gremo vedno nasproti in se mi trudimo z neko srbo-hrvaščino polomljeno ali pa z angleščino,
dajmo biti potrpežljivi, pa raje njih spodbujamo, da poskusijo uporabljati slovenske besede in jih prijazno popravljamo, seveda. Njih pa vprašamo, če jim je to ok, da ne bi potem izpadlo, da smo pokroviteljski. Absolutno. Alenka, Potrpežljivost Ja. z vidika delodajalca in potrpežljivost z vidika sodelavcev. A ne? In to je tudi skrb delodajalca, da delodajalec nastavi varno okolje, da se bomo vsi dobro počutili. Ne? In če se bo tudi tim obstoječi dobro počutil in bo tudi bolj potrpežljiv do tega, ki na novo prihaja. Ne? Zdaj pa kar vsi hitimo, vsi bi hitro radi vse. A ne? To je pomembno, da so tudi sodelavci bistveno vpliv pri delodajalcu. Naloga delodajalca je pa, da vzpostavlja ta sistem zaupanja. Ne? Absolutno, in ustvarjajo v bistvu to učeče se okolje za vse. Ja. Recimo ne samo za jezik, tudi za vse ostale kompetence, nenehno se bomo mogli učiti. Nikoli ne vemo, kje se bomo sami znajdli čez nekaj časa, tako da absolutno se strinjam z vsemi vami tremi, lepo, s potrpežljivostjo se daleč pride. In pa tudi seveda pod vprašanje, da včasih, če ne vem, kaj jasno, tudi zelo hitro radi, ker malo pomučkamo, pa odbrzimo naprej, pa ni to prav. Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Tudi naša vprašanja smo izčrpali, super sogovorniki ste bili za ta petek. Tudi vsem ostalim želim en krasen vikend. Ni naslišanje v aprilu, tako da bo sledilo vabilo. Hvala lepa. Hvala.